Najbolj pa uživam v skupinskem coachingu. Sem imela nekaj priložnosti delati s inovativnimi mladimi ekipami. To je pa neverjetno, kako so te ljudje odprti, koliko znanja imajo že nekateri kot mladi. Ljudje smo vsak s svojimi zadevami, takšni kot smo, s svojimi problemi privatnimi, mi vstopamo v poslovni svet in to nosimo s sabo in to vpliva na poslovanje, ne? In ko si ti ena privat firma, ki hočeš rasteti in prebijati naprej se, mora biti tudi te odnosi takšni, ti moraš tudi osebnostno rast, da si potem v tej ekipi in da ta ekipa funkcionira in dosega tisto, kar so si zastavili. In zadnje čase pa zelo ozaveščam v zvezi s kradljivci časa, ne? Ker jih je veliko. Imamo take, ki so odkriti, ki jih vsi vidimo, takoj pomislimo na telefon, ne? Imamo pa tudi take, ki se sploh ne zavedamo, da nam kradejo čas, ne? Na primer? Lahko eden od takih bi bil recimo odlašanje z odločitvami. Šteje kot kradljivec časa. Ker ti dejansko krade čas. Če ti recimo si daš v urnik, da boš jutri poklical težavno stranko, ne? In jo ne pokličeš. Čakaš tam pred telefonom, se pripravljaš, da boš, pa nikakor ne moreš, ti ne steče, ne? Bom po malci, ne? Bom potem kasneje, konec dneva, ko itak zdaj ni primeren trenutek, bom. Si potem ne pokličem naslednji dan, naslednji teden, ne? A ta stranka je bila v bistvu zelo pomembna za naš posel, lahko bi nam prinesla nove prihodke ali kakorkoli, ali pa razrešitev nekih težav, konfliktov ali česarkoli, mi s tem odlašamo, ne? To je kradljivec časa, ne? Tako da to je en tak skrit, ki ga mogoče ne obravnavamo kot kradljivec časa, drugače pa zelo veliko govorimo o multitaskingu. Torej, da vse imamo to v glavi. Ja, danes je tak čas, ne, ko vsi imamo ogromno vplivov iz okolja, na katere se odzivamo, ne? Vsi vidimo, ko to preklapljamo, koliko časa rabimo, da pridemo nazaj v fokus, da se spet skoncentriramo, če delamo eno pomembno nalogo. In če se ti pustiš non-stop motit, ti ne narediš tiste naloge v 2 urah. Ti rabiš 2 dni in je škoda tega. Zato pa toliko učim, dajmo si organizirati naš delovni dan na način, da nas podpira, da si gradimo strukture in sisteme, ki nas podpirajo. Ne? Ker ko to imamo, se potem mi počutimo bolj mirni znotraj sebe. In kako mi delujemo, ko smo bolj mirni? Sprejemamo boljše odločitve. Ne? Recimo, če samo pomislimo na odločitve. Kako sprejemam odločitve, če sem na enem, na drugem, moram hitro, sem pod pritiskom? Kakšne so te odločitve? Ne? Slabe. Ponavadi Niso tako učinkovite. Niso najboljše, ne? Saj imamo vsi take momente, ampak probajmo narediti, da je takih momentov manj in več tistih urejenih, mirnih momentov. Ljudje bodo rekli, ni mogoče v današnjem času, ne? Jaz pravim, je mogoče, če se tako odločiš, ne? Nek pogled naprej. To ne pomeni, da moraš to izvesti, da mora to tako biti, ne? Ampak je nekaj, kar te inspirira in te vleče naprej, ne? Drugače pa je fajn imeti vsaj letno, kaj bom letos delala. Kakšno knjigo bi svetovala za prebrati kot obvezno? Učbenik življenja, Martin Kojc, ta je bila, bom rekla. Ali imaš rada poezijo? Edino en avtor je tak, da se me dotakne, Srečko Kosovel. Ja. Kakšna pa glasba tebi všeč? Zelo različna. Ne vem, v svoji osnovi sem bolj rock, za rock tip, ne, rada obiskujem koncerte, to me zelo polne, takrat zelo uživam, ne. Sem pa zelo odprta glede glasbe. Taki, v bistvu skupni imenovalec je, da je živa, energična glasba. Še vprašanje, ali gledaš nadaljevanke? Ne, tega ne gledam nikoli, v življenju sploh televizije ne gledam. Raje se družim z ljudmi, z njimi odkrivam nove stvari, se pogovarjam, ali pa sem dala prednost izobraževanju pred filmi, ne. Tako za zadnjih 15 let, ne vem, če sem kak film pogledala. Na kak način se lahko najdeš svojega coacha? Tukaj treba biti pazljiv, ne? Lahko, da res oseba ni primerna za tebe, ne? Zato potem je dobro, da spoznaš prej coacha, ne? In mi tudi delujemo na tak način, da se najprej predstavimo, da nekako nas ljudje začutijo, da vidimo, ker jaz tudi ne želim delati z nekom, ki
nisem primerna oseba za njega, ne? Da se nekako začutimo in če čutiš, da je primeren, greš. Ne? Lahko se zgodi, da po nekem času da oceniš, da ni, pa prekineš sodelovanje. Ampak velikokrat se zgodi, največkrat, da človek se ustraši spremembe pri sebi. In te raje zbeži, kot da gre naprej. Zato in mogoče tudi sebe se ustraši, se ustraši. In to je največji problem, ne? Ker ti moraš nekaj narediti. To ne pade samo coach, ne bo rešil tvojega problema on, ne? Ga moraš sam rešiti. Ne? In velikokrat se ljudje ustrašimo, ko se začnemo v neke naše šibke točke, se nam začnejo odpirati, mi najraje bi zbežali proč. Ne? Je pa pomembno, da zberemo dovolj poguma, da ostanemo in nadaljujemo do konca. Vse povsod uspešni ljudje govorijo, da vedno so imeli mentorje. Kakšna pa je mogoče tvoja osebna izkušnja ali iz življenja, kaj si opazovala? Mentor ti pohitri zadeve, to je ena funkcija. Torej greš hitreje, ne rabiš vseh napak narediti sam, ker te on usmerja, da teh napak ne delaš in greš hitreje do cilja. In v današnjem hitrem tempu življenja je to zelo, zelo smiselno. Ne? Te podpira, danes je tudi velik problem, da ljudje ne upajo, nimajo motivacije ustrezne, ne? In to nalogo naredi mentor, ne? Tudi z njegovim sistemom. Do takrat narediš to, ne? In to sili človeka, da res tisto naredi. Če pride do točke, ko sam ne more več naprej, ko je en prepad in se ne moreš premakniti naprej, ne? Takrat je dobro tudi poklicati mentorja, nekoga, ki te pelje čez tale, da narediš ta preboj. In tukaj rabiš več energije. Ne? Zato je fajn, da se z nekom podpreš, da te podpre, da narediš tisti premik, preskok. Kakšen pa bi nasvet dala za mentorje, ki recimo tako se trudijo pomagati svojemu mentiju, da namesto njega naredijo kakšno stvar? Ali... To je isto, kot če delaš domačo nalogo namesto tvojega otroka. Ne? Ti moraš naučiti ali pa prinesti ribo, ulovljeno otroku. Ti ga moraš naučiti loviti ribo. Ne? Jaz nikoli ne pristajam na to, da delam namesto njega, ne? Ker mu ne naredim nobene usluge. Jaz ga naučim, kako to naredi. Ne? In to je tisto, kar je trajno, kar mu ostane. Ostanejo samostojni, od tu naprej delam sam. Da znajo, da se naučijo, da se trenirajo. To je spet trening. Ne? In potem delajo samostojno naprej in grejo naprej. Ne? Ja, na fakultetah ni bilo vse toliko teh izobraževanj, zdaj poplava tega vsega. Ne? In je težko izbrati. Glede poplave. Ja. Na kak način si lahko omejiš? Ja, tu pa bom, tukaj pa ne bom, tukaj pa ne bom imela dovolj časa. Imam odgovor na to, ker sem šla skozi to, ne? In se mi je v nekem momentu zgodilo, da itak sem se vedno izobraževala v življenju. Ne? Brala sem prej knjige, dokler ni bilo recimo teh YouTube posnetkov in tako naprej. Sem imela neko obdobje celo 10 knjig na naenkrat. Popolnoma razumem. Prebrala sem jih 3-4 sem prelistala in 2 mi niso bile zanimive in sem vrnila, ker veliko knjig sem kupila, še več sem si jih sposodila v knjižnici, ker je ogromno tega. Ne? Tudi na dopust sem hodila s takim kupom knjig. Ne? Tako da, potem, ko pa je prišel ta digitalni svet, pa je ta poplava tega postala neobvladljiva. Ne? Tako da sem se jaz v enem momentu odločila. Ne? Velikokrat mi pridobivamo znanje na zalogo. Da, če bom jutri rabil, sem radoveden, želim vedeti več. Jaz sem prišla do ene točke, da sem rekla, znanje je dostopno. Ko ga potrebujem, si ga bom izbrala. Ne? In potem se mi je začelo dogajati to, da ko sem začela delati eno novo stvar v poslu, so se mi pojavile možne delavnice in sem takrat izbrala. Torej, izberi, vključi se takrat, ko to res potrebuješ zdaj, ne drugo leto. Včasih si vzamem tudi nekaj za naprej, ker imam neko vizijo in želim, ker če več vem, danes sprejemam boljše odločitve. Ne gledam samo ta košček. Ne? Delam ta košček, ampak imam neko daljši pogled, bom rekla. Ne? In to pomeni, da danes ni nobena težava, ko jaz rabim nekaj, ne vem, zdaj se bom zmislila o davkih,
takrat si poiščem delavnico, ker je na pretek vsega, če ne pa pokličem individualno osebo, ki me bo naučila ali mi bo pomagala ali kakorkoli. Ne. Tako da jaz v bistvu nimam neobdelanih seminarjev, ne. Ker poznam veliko ljudi, ki so plačali veliko denarja in jim stojijo te programi nekje na digitalni polički, ne, in ne vejo, kdaj bodo, ker prihajajo novi in ti ne smeš sprejemati novih. Ne. Zdaj lahko pa, če imaš tega veliko, lahko sprejmeš odločitev, da bodisi boš pregledal vse in dokler vse ne pregledaš, ne vzamem nič novega, ali pa naredil pregled, kaj vse imaš in ugotovil, kaj danes rabiš. Za danes zadnje vprašanje. V čem pa je smisel življenja? Smisel življenja, to je zelo veliko vprašanje. Jaz tako v eni besedi ne morem tako na hitro odgovoriti, lahko pa v bistvu rečem, da delaš stvari, pri katerih se počutiš dobro, delaj stvari, ki te izpopolnjujejo, ki te osrečujejo, čim več takih, pa čim manj takih, ki te ne. Vsi imamo naloge, ki nam niso všeč, pa tudi te treba narediti. Ne. Dobro, najlepša hvala ti iz srca. Se zahvaljujem tebi in potem tudi vsem, ki bodo to poslušali. Naj jim koristi. No. Hvala.